Ko sem se dotaknil z rokami nog, sploh nisem vedel, če se dotikam. Ne. Otrokom potem učno pomagamo, da pri nas dobijo kakšne ocene. Strahovit porast v času korone. Prostorska stiska je bila takrat pa še vedno velika na pediatriji. Se je fejst povečalo število poskusov samomora. Da je ogromno takih, ki bi kar v prvih manjših težavah obupali, pa kar ne bi več živeli. Ne. 8-letna osnovna šola bolj kvalitetna, kot je danes 9-letna osnovna šola. Otroka tu ga imate, zdaj ga pa vi rešite. Da se je treba osredotočiti predvsem na, kar še vedno imaš, ne pa na to, kar si izgubil. Zdaj jaz prehitevam prek običajnih kolesarjev. Super, te bomo začeli. Igor, hvala, da si prišel. Z veseljem. Zmenili smo se, da bomo se tikali, da bomo mogoče malo bolj sproščeno. Povabila smo pa te, oziroma dobil sem idejo, pa sem jo lani takoj povedal, ker sem se spomnil na tebe že z vrtcev oziroma osnovne šole, začetkov, ko si začel pisati knjige. Študiral sem, ki bi sploh začeli, pa smo se prej z Lanom pogovarjala, da bi mogoče bilo najboljše, da tudi malo vidimo, kdo je bil Igor pred poškodbo. Kaj je Igor po poklicu, pa s čim se je prej ukvarjal, tudi pred poškodbo. Ja, lahko, komot. Jaz sem se rodil leta 1979 na Ptuju, odraščal sem pa v Vičancih. Osnovno šolo sem obiskoval tudi pri Veliki Nedlji, potem pa gimnazijo na Ptuju. Od leta 1994 do 1998, tako da sem leta 1998 maturiral. Nato sem se pa vpisal na pedagoško fakulteto, kjer sem doštudiral študij geografije pa sociologije. Tako da sem leta 2003 diplomiral, postal profesor geografije in sociologije. Potem sem se najprej zaposlil na osnovni šoli Bojana Iliha v Mariboru, kjer sem delal pripravništvo. Potem pa na osnovni šoli Cankova na Goričkem, kjer sem poučeval geografijo pa domovinsko in državljansko kulturo in etiko. Poleg tega sem bil razrednik osmošolcem, pa potem 9. razredu. No, in kmalu je potem prišlo tisto usodno leto 2008, ko se mi je zgodila ta nesreča, zaradi katere sem paraplegik. Živim v Lenartu v Slovenskih goricah, moram pa reči, da imam lepe spomine na odraščanje v Vičancih, pa tudi lepe spomine na Veliko Nedlo, tako da sem na nek način zelo ponosen, da sem odraščal v teh krajih, ker so izjemno lepi, slikoviti, ker je ogromno dobrih ljudi tudi doma, pa tudi zaradi tega, ker se še vedno nenazadnje kar pogosto vračam domov. Očeta in mame na žalost zdaj že ni več. Živi pa v hiši, kjer sem odraščal, moj mlajši brat z družino, pa v bližini ima tudi ta srednji brat hišo, tako da kar pogosto prihajam še vedno v Prlekijo. Aha, super. Tako je zdaj. Jaz sem mislil, da si po dolgem času zdaj prišel, pa tako, da vidiš spet Veliko Nedlo. Ne. Sicer je res, da pridem predvsem pogosto v Vičance, malo manj k Veliki Nedli, ampak še vedno moram reči, da me kar pogosto zapelje pot v te kraje. Tudi osebno zdravnico imam v Ormožu, tako da že zaradi tega se večkrat peljem potem, če ne drugega, skozi Veliko Nedeljo. Aha, super. Mene bi mogoče zanimalo, kako to izbira tega študija, poučevanje. Ja, veš, že od nekdaj sem si želel postati učitelj. Jaz se spomnim zelo dobro mojih šolskih dni pri Veliki Nedli in moje učiteljice za geografijo, zgodovino, Darje Kosi iz Haindla, ki pa zdaj tudi več ne živi v teh krajih, ampak se je odselila na Primorsko.
No in ona me je navdušila za poučevanje tega predmeta. Pri njej sem imel izjemno rad tako zemljepis kot zgodovino, tako da je bila vsaka ura užitek. No in po koncu gimnazije, oziroma tam že proti koncu gimnazije, se je ta želja postati učitelj zelo dobro izkristalizirala. Tako da potem nisem imel kaj dosti dvomov, kaj bi študiral. S tem, da sem se odločil potem za študij geografije pa sociologije, mogoče tudi malo zaradi tega, ker sem imel v gimnaziji smolo z profesorjem zgodovine in mi potem predmet ni bil več tak všeč kot recimo v osnovni šoli. Tako da se zavedam, da imajo otroci pa dijaki radi neke učne predmete, velikokrat tudi zaradi učitelja ali učiteljice, ne, da lahko učitelj ali učiteljica veliko naredi, da naredi nek predmet zanimiv, poučen, da navduši otroke za tisto učno snov. No, v gimnaziji pa moram reči, da ni bilo tako lepo kot v osnovni šoli pri Veliki Nedli, da nimam ravno zelo lepih spominov na gimnazijska leta, predvsem zaradi mnogih profesorjev, pa tudi zaradi mnogih sošolcev tam, tako da se tam nisem najboljše počutil. In še danes najbolj ne maram Ptuja, no, če sem čisto iskren. Imam pa tam mene res zelo dobre prijatelje, oni so pa izjem. Hecam se. Jaz sem tudi hodil na Ptuju gimnazijo. Aha, okej. Se tudi, mislim, kaj, nam zdaj popluvali Ptuja, ne, samo, mislim, ne pogrešam ga, ali kako naj rečem. Okej, te razumem. Ja, jaz lahko malo povem, to je jasno. Kam si ti hodil, Vrmaš? Jaz sem hodil v Maribor, Maribor, srednjo šolo, tako da... Kaj si bil v dijaškem domu? Tako, Drava. Sem stanoval 4 leta. Ja, Pa zdaj še moj dalje brat, tam živiš, ne? Ja. Ja, jaz sem... Zdaj šel samo v drugo stavbo. Dejansko so sosedno stavbo zamenjal, zdaj sem študentski dom je čisto zraven. Tako da sem že kar, po moje, 6 let v Maribore. Super. Igor, če tebe odgovarja, bi se jaz mogoče kar obrnil na dan poškodbe oziroma takrat. Kaj se je zgodilo tistega usodnega 25. junija? Ja, tisti spomini so dejansko še zelo živi. Zelo dobro se spomnim tiste vožnje domov. Nekaj dni prej me je namreč klicala mama in me je prosila, če bi lahko prišel domov, zato da bi pomagal prekriti streho. Nekaj dni prej je namreč pri mojih starših divjalo hudo neurje, ki jim je razkrilo hišo, in ker je 25. junij praznik in ker sem imel takrat seveda čas, sem se odločil, da grem torej pomagat pri popravilu. In ko smo že skorajda končali, samo nekaj strešnikov je bilo potrebno še zamenjati, se mi je na lestvi zlomil klin. Tako da sem padel približno 3 metre v globino, pa si res izjemno hudo poškodoval hrbtenico. Moram reči, da sem bil vedno zelo previden, kar se česarkoli tiče, od športa do kakšnih drugih stvari, tudi vožnje z avtom in tako naprej. In se mi nikoli nič ni zgodilo. Še takrat sem bratu rekel, da ga lepo prosim, da mi naj prime lestev, da se ne bo lestev prevrglo, ne. Nisem se pa spomnil, da bi se lahko klin zlomil. Enostavno mi v tistem trenutku mi to ni padlo na misel. Zgodilo se je pa ravno to. Tako da sem potem pristal na tak način na tleh, da sem si zlomil 12. prstno vretence, oziroma zdrobil sem si pravzaprav 12. prstno vretence, pa zlomil prvo ledveno vretence. In ko sem se potem zbudil z nezavesti, sem ugotovil, da ne morem premikati nog in da jih niti ne čutim. V nezavest si padel. Ja, takrat po padcu sem padel v nezavest, zaradi tega, ker sem se nekako udaril tudi z glavo tako močno, da sem imel verjetno pretres možganov, pa arkado sem imel presekano. Tako da
se ne spomnim točno tistega samega padca, sploh ne. Spomnim se potem, ko sem se zbudil iz nezavesti in sem se hotel vstati, pa se nisem mogel. Oziroma videl sem, da ne morem premikati nog, in ko sem se dotaknil z rokami nog, sploh nisem vedel, česa se dotikam, ne. Je bilo neki tujek, je bil v rokah in pol, ko dvignem glavo, vidim, da se nog dotikam in takrat me je spreletela silovita groza. Kakšni so to občutki, ti so nerezni trenutki, ker to si jaz ne vem predstavljati, ne. Ja, Jaz sem edino to doživel, da sem imel lokalno anestezijo, kot ti roka pač pleše sama. In sem šel, pa sem se ruknil, pa sploh nisem vedel, ne. Jaz to lahko samo tako povežem. Ja, saj dejansko čisto dobro lahko, potem si že ta občutek predstavljaš, kak je nek del telesa, kak se čuti nek del telesa, ki se sploh ne čuti, ne, za katerega sploh ne veš, da obstaja, ne. Tako je bilo v tistem trenutku z mojimi nogami. No, starši so potem takoj poklicali rešilca, rešilec me je odpeljal najprej na Ptuj, potem so tam na Ptuju naredili CT, potem sem pa kar dolgo čakal na naslednjega rešilca, ki me je odpeljal urgentno na operacijo v UKC Maribor. Tam se spomnim tudi, kako so me sprejeli, da me je neka sestra budrila, da bo še vse v redu, da grem zdaj naravnost na operacijo. No, in takrat so me potem še isti večer operirali. Več kot 6 ur je trajala potem ta operacija, da so hrbtenico z vijaki pa s ploščicami fiksirali te zadnje strani. No, naslednji dan vem, da sem se zgodaj zjutraj zbudil iz narkoze in mi je bilo grozljivo slabo, tako da sem potem več ur bruhal. Dopoldne je pa prišel potem k meni kirurg, ki me je operiral in je pač povedal, da je bila hrbtenjača izjemno hudo poškodovana, da je bilo 12. prsno vretence zdrobljeno in da so se koščki tega vretenca zabodli v samo hrbtenjačo in da po njegovem mnenju ni več nekih možnosti, da bi lahko še kadarkoli hodil. Tako da se spomnim, da je bilo potem tistih prvih nekaj dni mentalno izjemno hudo za mene, da nisem želel videti nobenega, ne staršev, ne bratov, ne prijateljev, nikogar, ker enostavno nisem zmogel predelati tega in nisem bil sposoben se pogovarjati s komerkoli. Tako da je bilo izjemno hudo tistih prvih nekaj tednov, ja. Kako si sploh pristopil k temu potem, ne vem, kako si se motiviral, da si lahko premagal to depresijo, če lahko tam tako rečem, oziroma... Ja, saj to je bila zagotovo neka močna akutna depresija takrat. Je težko rečem, pravzaprav, veš, jaz mislim, da je bilo pomembno predvsem to, da sem potem sčasoma vendarle k sebi pustil vse moje prijatelje, pa seveda sorodnike in vse druge, ki so me nenehno bodrili, ki so mi stali ob strani, ki so mi ves čas pomagali. Potem sem sčasoma začel čutiti tudi neke dele tu sploh na levi nogi, ne, ki jih prej nisem čutil, tako da se mi je nekaj te senzibilnosti začelo vračati in to mi je dalo eno silovito notranjo energijo pa voljo do tega, da bi lahko še enkrat shodil. Tako da to so bili eni taki majhni koraki, ampak je bilo zelo, zelo težko, tudi zaradi izjemno hudih nevropatskih bolečin, ki so se potem pojavile nekaj dni po tej poškodbi, ki jih imam še danes, ampak danes so vse znosne. In te nevropatske bolečine so potem trajale praktično ves čas bivanja v Soči. Po enem mesecu v mariborski bolnišnici so me premestili potem v Sočo na rehabilitacijo. Tam so me potem po pol leta vrnili znova v mariborsko bolnišnico, ker se je to zdrobljeno vretence začelo sesedati in je bila potrebna še ena operacija, tako da so potem hrbtenico fiksirali še z prednje strani,
To je bila še bolj zahtevna operacija kot tista prva, zaradi tega, ker se ti dejansko tu prstni koš odprejo, pa dihaš samo na eno polovico pljuč, notranje organe delno umaknejo, da pridejo potem z te prednje strani sploh do hrbtenice in jo fiksirajo potem še z notranje strani. Tako da je bila potrebna potem še po pol leta ta notranja fiksacija hrbtenice. Potem so me premestili spet v Sočo in točno po 8 mesecih po poškodbi, to je bilo 25. februarja leta 2009, sem potem prišel domov. S tem, da takrat nisem bil sposoben živeti neodvisno pa samostojno, ampak sem se moral vrniti v Vičance k mojim staršem. Kako dolgo pa si potem živel še pri starših? Pri starših sem živel, se ti lahko natančno povem, od 25. februarja 2009 do 1. marca 2010. To je kar 9, 10. To je kratko. Meni se zdi kratko. Relativno kratko obdobje, relativno kratko obdobje, ne. Jaz sem se potem 1. marca leta 2010 preselil v Lenart v Slovenske Gorice. Z katerega razloga? Je bil zelo tehten razlog, ne. Jaz sem potem v tistem letu 2008 po vrnitvi v Vičance naredil zaposlitveno pa poklicno rehabilitacijo. Torej jaz sem se želel vrniti v svoj poklic. Moj cilj je bil, da se vrnem v svoj poklic, da ga znova opravljam, kot invalid pa ne moreš kar tako znova na delovno mesto, ne. V tem primeru je bilo treba narediti zaposlitveno pa poklicno rehabilitacijo, in to sem potem delal na Inštitutu za rehabilitacijo v Mariboru. In ko sem to končal, mi je moj ravnatelj z moje prve osnovne šole Bojana Iliha, izjemno pomagal. Zato, ker mi je omogočil, da sem se lahko zaposlil v bolnišnični šoli na pediatrični kliniki, kjer še danes delam. In ta služba se je začela potem 1. marca 2010. 2009. In takrat sem vedel, da se bom moral preseliti nekam bližje v Maribor. Ali v Maribor ali pa nekam v okolico Maribora, ne. Tako da sem začel iskati potem najprej kako najemniško stanovanje, ampak je bilo zelo težko najti karkoli primernega, ker kot invalid pač rabiš prilagojeno stanovanje in tako naprej. In tu ni bilo nobene opcije. So pa ravno takrat v tistem času začeli prodajati torej ta stanovanja, v katerih zdaj živim, v Lenartu v Slovenskih Goricah. In ker sem dobil izplačano v tistih dneh tudi odškodnino za nezgodno zavarovanje, jaz sem živi primer tega, kako življenjsko je pomembno, da se nezgodno zavaruješ. In ker je bila poškodba tako huda, zavarovalnica glede izplačila nič ni komplicirala, tako da je bilo potem relativno hitro to rešeno, brez kakršnega koli sodišča je potem zavarovalnica nakazala ta znesek za 100% invalidnost. In nekaj denarja sem imel našparano, ker sem že pač šparal, preden ko sem se zaposlil oziroma pred nesrečo, pa nekaj denarja so mi potem posodili moji starši, tako da sem lahko potem kupil stanovanje v Lenartu. In še danes sem tam. Koliko pa tebi pomeni to, da lahko živiš sam? Ja, izjemno dosti. Jaz sem že od nekdaj takšen, da želim biti čim bolj samostojen, neodvisen, in mene je izjemno prizadelo, ko sem pristal na vozičku, predvsem to, da sem potreboval ogromno neke pomoči. Na začetku nisem mogel voziti avta, niti nisem imel predelanega avtomobila. To pomeni, da kamorkoli sem hotel iti, vedno me je mogel nekdo nekam peljati, ne. Na začetku je bilo celo tako hudo, da se niti sam nisem mogel presesti iz invalidske postelje oziroma iz postelje na invalidski voziček pa obratno, ne. Jaz se spomnim v Soči, ko so me začeli učiti, kako se s pomočjo rok presesti iz postelje na voziček, da smo se z delovno terapevtko trudila 3 tedne, da sem se naučil samostojno presedati, ne.
To so v bistvu postopki, tako da Ja, to čisto so- na novo se moraš prilagoditi. Ja, ne, na novo se razmeram. moraš naučiti obuvati, na novo se Mhm. moraš naučiti obleči, potem se moraš naučiti presesti iz invalidskega vozička na posteljo pa nazaj. Potem se seveda moraš enkrat naučiti tudi presesti v avto, zložiti invalidski voziček, naučiti se moraš voziti avto, ki je prilagojen na ročno upravljanje. Tako da tu je ogromno nekih takih ovir ali pa izzivov, bomo rekli, ki jih moraš premagati, da si potem lahko samostojen. Ne. Mhm. In najhujša, največja izziva v mojem življenju sta bila to, da sem se zaposlil, drugi je pa bil to, da lahko samostojno pa neodvisno živim. Ne. Zdaj imam stanovanje tako prilagojeno, da dejansko živim na srečo, moram potrkati res samostojno in neodvisno. Ne. Saj priznam, da imam pač pomoč ene socialne oskrbovalke, ki mi pomaga počistiti stanovanje, pa pomaga, veš, kaj takega narediti, če se jaz ne morem oken pomiti, ne, pa Doseči kakih ja, stvari. pa kakih visoke police spucati ali pa doseči kakih stvari in tu imam pač pomoč. Naša država je na srečo toliko socialna, da z nekim malim doplačilom omogoča, da tako pomoč ljudje dobimo. Ne. Jaz bi lahko tudi načeloma bil upravičen do nekaj ur osebne asistence na dan, ampak zaenkrat nekako ne čutim potrebe po tej osebni asistenci, ker mi pač ta svoboda toliko pomeni. Ne. Če imaš nekoga zaposlenega, potem je že potrebno potem spet neko dodatno prilagajanje. Ne. Pa to že bil na začetku, recimo, probam si predstavljati, da je že bil to na začetku ona mala pikica ali pa žarek upanja, da bi le lahko bil svoboden, ker jaz, ko sem bral knjigo, meni je bila res težko branje, mislim, ful sem se lahko poistovetil noti in sem res čutil to, kaj zdaj govorimo, to je res opis, tako da če kdo hoče knjigo prebere, res Ja. super opisano not. To je ta knjiga Nedomišljeci, avtobiografski roman iz leta 2012. Ta je napisana zelo, zelo neposredno, iskreno, brez olepševanja, tako kot sem jaz te stvari takrat doživel. Tam so v tej knjigi zapisane tudi stvari, o katerih jaz ponavadi niti ustno ne govorim, Ja. ne, ker invalidi imamo seveda poleg tega, da ne moremo hoditi, oziroma paraplegiki, bom rekel, ne kar vse povprek invalidi, ampak paraplegiki imamo seveda tu še številne druge težave, intimne težave in tako naprej. In o teh odkrito in neposredno spregovorim tudi v knjigi, tako da jo tudi jaz priporočam v branje. Včasih mi kdo reče, da je to neke vrste učbenik življenja ali pa knjiga, ki ti da misliti o pomenu lastnega telesa, ne, kaj v resnici pomeni, da lahko človek normalno hodi, da lahko gre normalno na stranišče, da lahko se normalno tušira, da lahko počne ene take čisto običajne stvari, ki so vsakdanje, ne. Pa v resnici niso vsakdanje, ne, v resnici so ti lahko vzete, ne. Ja, Točno to smo se hteli mi tudi dotakniti, to je tema. jaz nisem vedel, da invalid tudi čuti bolečine po tem, in pol, ko sem notri bral, kake močne bolečine so to, ne, si nisem mogel predstavljati. Tu nismo vsi paraplegiki enaki, to je dosti odvisno od poškodbe hrbtenjače. Jaz sem imel pač to strašno smolo, da je bila moja hrbtenjača tako poškodovana, na tak način poškodovana, da mi je povzročala take neznosne bolečine, ne, ker te moje bolečine, ki jih še danes čutim, te nevropatske bolečine v resnici ne izhajajo iz nog samih, ampak izhajajo iz poškodovane hrbtenjače. Tam se še nenehno rojevajo neki impulzi, neka patologija nevrološka, ne, ki mi povzroča te nore bolečine. S tem, da tu se pač moram zahvaliti predvsem doktor Živanu Vrablu, ki je imel na Ptuju protibolečinsko ambulanto in on mi je pomagal, da so se mi te bolečine bistveno zmanjšale. Ne v Soči, ne uradna medicina, oziroma ja, pač uradna medicina, naša slovenska, ampak so mi tu pomagali Avstrijci. Jaz sem namreč leta 2009 ravno s pomočjo doktor Vrabla odpotoval na nevrološko kliniko v Amstetten v Avstriji, kjer so mi naredili en poseg v hrbtenjači oziroma v hrbtenici, s katerim so mi potem pomirili ta poškodovani del hrbtenjače.
In po tistem posegu so se meni nevropatski bolečinski krči v enem mesecu zmanjšali tam za 80%. Ne. To je bila taka revolucija, da si to težko predstavljaš. Jaz predtem niti nisem mogel razmišljati, vse nisem mogel jaz takrat delati, dokler se teh bolečin nisem na tak način znebil v veliki meri. Ne moreš delati. Ko imaš ti take nevropatske bolečinske krče, tako sem jih imel v Soči, ko v nogo vsakih par minut zareže silovita, rezajoča, ostra bolečina, da se na koncu dneva že jočeš od sile, ne? Ti ne moreš normalno funkcionirati, ne moreš ne delati, ne razmišljati o samostalnem življenju, ne početi karkoli drugega. Ne? Vse so mi tam dajali tablete, protibolečinske, ne? Ampak tiste tablete so mi potem uničile želodčno sluznico, tako da sem dobil kronični gastritis, jaz sem shujšal po nesreči več kot 30 kg. Jaz sem visok 1,93 m, pred nesrečo sem imel več kot 80 kg. Ko sem šel domov iz Soče, torej 25. februarja 2009, tam par dni prej so me stehtali in sem imel 50 kg. Ampak to verjetno tudi noge zgubijo, ne, vodo pa to. Ne, vodo, mišično maso, mišična masa močno, torej noge atrofirajo motno, seveda mišična masa na nogah močno atrofira, zato je šla tudi ta izguba telesne mase, ne. Ampak izguba telesne mase je šla tudi na račun vsega drugega dela telesa, ne. Jaz sem bil zaradi kroničnega gastritisa, sem tako shiral, da sem bil še samo kost in koža, ko sem prišel domov, ne. To si je težko za predstavljati, če tega sam ne doživiš. No, tako da, potem sem pa, hvala Bogu, 3-krat moram potrkati, srečal tega doktor Vrabla, ki mi je potem pomagal zmanjšati te patološke bolečine, toliko, da sem jaz lahko potem začel normalno funkcionirati, da sem lahko začel hoditi na to poklicno pa zaposlitveno rehabilitacijo v Maribor in da sem lahko potem razmišljal o zaposlitvi v letu 2010. Ne. Kakšni so pa bili občutki, ko se je začel ta proces zaposlevanja, pa te samostojnosti, kakšne ovire so še takrat se mogoče pojavile? Zdaj, prilagoditi je bilo treba seveda stanovanje, ker je to stanovanje, v katerega sem se takrat preselil, novogradnja, pa ker je blok narejen brez arhitektonskih ovir, na srečo tu niso bili potrebni neki veliki posegi, prilagoditi je bilo potrebno samo tuš. Potem imam kuhinjo prilagojeno na način, da lahko z vozička vse dosežem, da lahko brez težav tudi pomivam, kuham, počnem karkoli pač je treba v kuhinji. Imam tudi invalidsko posteljo, ki je nastavljiva po višini, pa po naslonu, tako da mi to tudi včasih pride zelo prav. Drugače pa je bil seveda drugi veliki izziv avto. No, ta avto pa velikokrat s ponosom povem, da so mi ga kupili moji prijatelji. Moji prijatelji so namreč začeli zbirati denar, potem po moji nesreči, in na koncu je bilo s pomočjo dobrodelnih prireditev, ki so jih moji učenci organizirali, najprej na osnovni šoli Bojana Iliha v Mariboru, potem pa na osnovni šoli Cankova na Goričkem, pa nekaj so donatorji prispevali, no pa moram to tudi jasno povedati, da se je Avtohiša Dominko v celoti odpovedala provizijo od prodaje novega avta, tako da sem potem kupil nov avto s pomočjo tega denarja. Ta avto je bilo potrebno potem tudi predelati na ročno upravljanje. No, in spomnim se, da sem ga dobil tam en torek ali sredo v jeseni leta 2009. No, in v četrtek ali v petek sem se že peljal z njim na Koroško na obisk k mojim prijateljem. Tako da sem se čez noč naučil voziti avto na ročno upravljanje. No, danes imam že drugega, ker je tisti že odvozil svoje. Tako da mi ta avto ogromno pomeni, predvsem zaradi tega občutka samostojnosti, ne. To je prav neverjetno
kako odvisen si, ko si enkrat na invalidskem vozičku od nekega prevoznega sredstva. Ne. Vidva, ki lahko hodita, lahko greta na vlak, lahko greta na avtobus, Ogromno možnosti, ja. lahko greš pešne na zadnje ali pa z navadnim biciklom. Ne. Jaz sem v veliki večini primerov odvisen od lastnega avta. Ne. Potem recimo, ko si se dokaj sorazmeroma hitro vrnil nazaj v šolo, kakšno pa je bilo pol odnos recimo poučevanja, kako si mogoče tudi, verjamem, da to je bilo ogromno mentalne bolečine, in kako je pol tvoj vsak dan se začel oblikovati po prihodu v službo? Ja, Je bilo težko ali je bilo lažje, da si se sprostil, sem spet nazaj? Bili so tudi trenutki, ki so bili težki, ampak jih je bilo malo na srečo. Jaz mislim, da je vseeno moja prednost to, da znam biti zelo vztrajen, včasih tudi malo trmast, da ne obupam kar tako pri neki prvi oviri, ne. Da je to mi v življenju dostikrat pomagalo. No, in ta vztrajnost je zagotovo pripomogla k temu, da sem se potem vrnil znova v službo. Ko sem se jaz namreč preselil leta 2010, torej v Lenart, sem začel potem takoj po selitvi delati v Mariboru v bolnišnični šoli, najprej pol leta poskusno, tudi na račun Inštituta za rehabilitacijo, kjer sem pač mogel v tistega pol leta dokazati, da jaz kljub nevropatskim bolečinam pa drugim gibalno oviranim težavam, ki jih imam, lahko normalno brez težav opravljam ta poklic, ne. Tako da v tistem pol leta sem jaz potem seveda mogel prvič samostojno in neodvisno živeti v lastnem stanovanju, se redno neodvisno samostojno vsak dan voziti v službo in tam opraviti vse obveznosti, ki jih je treba. Res pa je, da sem polovico invalidsko upokojen, zaposlen sem pa torej za polovični delovni čas. Tako da ne delam 8 ur, ampak delam 4 ure na dan. Pri mojih nevropatskih bolečinah si tudi ne predstavljam, da bi lahko 8 ur delal, ker velikokrat, ko so še posebej, ko se mi stopnjujejo recimo občasno, rabim potem, da se vležem, da razbremenim hrbtenico, ker se potem tudi bolečine umirijo, ne. To so na vsaki dnevni, vsaki dan se pojavljajo. Prisotne so nenehno, ampak včasih so za popizditi hude, ne. Včasih so pa čisto znosne, pa jih skoraj znaš odmisliti, ne. Zdaj, od takratne prejšnje operacije ni več možnosti izboljšave, ne vem, da bi tehnologija napredovala, način. Ja, saj tehnologija tu ves čas napreduje, ne. Pa nenehno poročajo mediji o nekem medijskem preboju zdravljenja hrbtenjače. 14 let poslušam že te zgodbe, ne. Kako je tu svet se spremenil na bolje, ampak v resnici noben tehnološki izum, noben medicinski napredek ni še nikomur z tako poškodovano hrbtenjačo, kot je bila moja, omogočil, da bi hodil, ne. Na žalost medicina še tu ni tako daleč. Jaz sem prepričan, da enkrat bo, tudi zaradi tega, ker se ogromna sredstva vlagajo v te tehnologije oziroma v raziskave na tem področju, ne. Tako da tu sem prepričan, da bo enkrat narejen napredek, ampak morata vedeti, da je hrbtenjača sestavljena z, ne vem, milijon ali pa koliko živčnih vlaken, ki so izjemno tanka, in ti moraš dejansko po taki poškodbi znati povezati vse, ki so bile pretrgane, ne. In tega še nikomu ni uspelo. Tako da jaz upam, da bo enkrat medicina toliko napredovala, da bo znala tudi to narediti, ne. Ali pa telo spodbuditi, da bo ono to samo naredilo, ne. Kdaj pa to bo, pa ne vem, ne. Ja, ne raznati to. Ja, težko je. Mogoče bi se dotaknil malo te bolnišnične šole, kako to izgleda, poučevanje. Ja, mi delamo na pediatrični kliniki z učenci in dijaki, ki so dolgo časa v bolnišnici. To pomeni tisti, ki so recimo operirani, pa so potem dlje časa po operacijah pri nas, ampak itak pa največ pouka, tam 80% jaz ocenjujem, da naredim na oddelku za otroško in mladostniško psihiatrijo.
Mi imamo ta oddelek na pediatrični kliniki, kjer je 13 postelj trenutno. Teh 13 postelj je praktično ves čas zasedenih. Na njih so pa hospitalizirani otroci, ki se soočajo z mentalnimi težavami oziroma s težavami v mentalnem zdravju. Zadnja leta imamo porast poskusov samomora, potem je ogromno motenj hranjenja, potem so tu razne fobije, šolski absentizem oziroma šolske fobije, potem je tu še recimo samopoškodovalno vedenje, depresije, psihoze, včasih tudi kak začetek šizofrenije ali kaj takega. Tako da ti otroci imajo pogosto kar velike težave, da morajo biti hospitalizirani, in ti otroci imajo potem velikokrat tudi učne težave. Te mentalne težave grejo zelo pogosto tudi z roko v roki z učnimi težavami. Tako da se mi z veliko večino časa ukvarjamo potem predvsem s temi učenci, in sicer zaradi tega, ker tudi če recimo vsi naši terapevti, psihologi pa potem ti razni drugi psihoterapevti in tako naprej, pomagajo tem otrokom, da te neke mentalne težave, s katerimi se soočajo, razrešijo bolj ali manj učinkovito. Vsi ti procesi zdravljenja so dolgotrajni in lahko trajajo tudi več mesecev. In zdaj si predstavljata, kaj bi mi naredili mentalnemu zdravju nekega najstnika, recimo, da ga vzameš 3 mesece ali pa 2 meseca iz šole, potem ga pa brez kakršnega koli suporta vržeš nazaj v šolo, ne. Saj bo pol doživel še hujšo stisko, kot je prej v šoli, ne. Zato je zelo pomembno, da takšnim otrokom potem učno pomagamo, da pri nas dobijo kakšne ocene, da lahko pri nas odpišejo teste, da se torej ta šolski proces ali pa proces šolanja čim bolj nemoteno nadaljuje. Seveda pa mi tu ves čas sodelujemo z zdravniki, pa z psihologi, pa z drugimi strokovnjaki, tudi seveda z učitelji, pedagogi na matičnih šolah, tako da se potem res maksimalno posvetimo otroku, zato da mu omogočimo potem res čim lažjo vrnitev na matično šolo, da lahko potem brez nekih hudih pretresov nadaljuje svoje nadaljnje življenje oziroma svoje nadaljnje izobraževanje. Kakšen pa je starostni razpon teh otrok? Ti otroci so do 18. leta. Do 18. leta. Ja. Tam število hospitalizacij se začne povečevati tam od 6. razreda naprej, torej na nižji stopnji osnovne šole imamo malo otrok, ampak imamo vsako leto tudi kakšnega otroka tam z nižje stopnje, torej 1., 2., 3. razred. Imeli smo že lansko leto celo eno deklico predšolsko, torej z vrtca, ampak velika večina teh otrok je pa starejših potem od 6. razreda. Tam vrhunec, se mi zdi, teh težav je v enem 8. razredu v osnovni šoli, pa potem v 2., 3. letniku srednjih šol. Veliko težav imajo gimnazijci tudi, tako da imamo skoraj nenehno dijake z mariborskih gimnazij. Pa si opazil mogoče porast še teh bolezni oziroma mentalnih bolezni po covidu? Ko v času covida je bilo šola vseeno malo lažja, jaz rečem. Bolj pa se vrnejo nazaj, recimo, ne vem, 6., 7. razred covid, te pa se vrnejo 8., 9. razred, ko pa je opet že težja. Težje predmete imaš, več se moraš učiti in se vrnejo na tisto pot, ko ni več ni takih bližnjic, ki si jih lahko prek nadaljavo našel. Ja, glej, mi smo imeli strahovit porast v času korone. Torej, mislim, da se je število napotnic v tistem obdobju za pedopsihiatra povečalo za 300%. Takrat so mogli postaviti kontejnerje na kliniki za pediatrijo, v parku za kliniko za pediatrijo je bil en mali parkec, ne. Tisti parkec so zabetonirali, pa so kontejnerje postavili tam, kjer so še danes pedopsihiatrične ambulante. Ker se je tako močno povečalo število napotnic za pedopsihiatra, prostorska stiska je bila takrat pa še vedno velika na pediatriji,
je bila to začasna rešitev, ki je zdaj se mi zdi bolj ali manj stalna. No in takrat se je tudi enormno povečalo število hospitalizacij, število postelj na tem oddelku so povečali iz 10 na 13. Teh 13 postelj imamo še danes bolj ali manj ves čas zasedenih, včasih so tudi potem še čakalne dobe za hospitalizacijo. Pa takrat v času korone in po njej se je fejst povečalo število poskusov samomora. Tako da je bilo eno obdobje tako neznosno, grozno, pa tako tudi meni izčrpavajoče v službi, da sem se že res sam spraševal, če še želim opravljati naprej ta poklic, oziroma če sploh veš, enostavno, čisto odkrito vam povem, da na naših rednih tedenskih sestankih enostavno več nisem zmogel poslušati vseh teh zgodb o poskusih samomora, ki so si bile podobne jajce jajcu. Se mi zdi, da ima današnja mladina vedno manj te neke odpornosti, rezilientnosti, vedno manj neke vztrajnosti v sebi, ne? Da je ogromno takih, ki bi kar ob prvih manjših težavah obupali, pa kar ne bi več živeli, ne? In take stvari so me grozno motile takrat, no, se še me danes, samo na srečo je teh težav malo manj v zadnjih 2 letih, še vedno jih pa imamo, ne? Tako da tu te vzroke, zato pa jaz pripisujem permisivni vzgoji, ki je vedno več pri nas, pa ki dela otrokom grozljivo škodo, pa vzroke pripisujem tudi zaslonom oziroma pametnim telefonom, pa tem socialnim družbenim omrežjem, na katerih mladi preživijo cele dneve, pa so vedno bolj odtojeni od realnega sveta, ne, pa zgubljajo na nek način stik z realnostjo v vseh teh video vsebinah, pa mi je grozno, no, ko vidim, kam gremo kot narod, kam gre mentalno zdravje naših otrok in s tem tudi naša prihodnost, no. Tako da vam povem, da nisem optimističen, kar se tega tiče, no. Kako pa misliš, da bi se lahko to rešilo? Ja, prvi korak bi bil absolutno že prepovedati v šolah pametne telefone, torej to je za mene osnovni korak. Ker na Švedskem sem videl, da oni pa vpeljujejo glih obratno, ne? Oni pa že vpeljujejo tablice, vse na... Ne, so že sami dojeli, so že sami dojeli, da to ni bilo dobro, da tudi to slabo vpliva na mentalno zdravje njihovih otrok in se tudi tam stvari spreminjajo, ne. Tako da ni včasih biti pametno vse povsod prvi, ne, mogoče velja včasih kje počakati pa komu drugemu dati priložnost, da se še preizkusi, pa pol vidiš, če bodo stvari funkcionirale. Torej, jaz sem bil lani na enem izobraževanju, ki ga je vodila pedopsihiatrinja iz ljubljanske klinike za psihiatrijo, torej iz otroške psihiatrije ali iz pedopsihiatrije. No, in ona nam je pokazala tam na začetku izobraževanja 2 grafa. En graf je prikazoval porast anksioznosti, depresije, samopoškodovalnega vedenja pri mladostnikih od leta, ne vem, 2000 naprej, ne. Drugi graf nam je pa prikazoval porast uporabe pametnih telefonov pri mladostnikih. In ko je grafa prekrila, sta se črti skoraj prekrivali. To mi je dalo misliti. Se je potem povedala, da seveda pametni telefoni niso edini razlog za to, da je tako poraslo, zato da je tako močno poraslo, zato da so tako močno porasle te težave pri mladostnikih, ampak zagotovo pa k temu to ni pripomoglo, ne, da so tu še druge težave, od odtojenosti v družinah, potem odsotnosti neke strukture, reda, permisivna vzgoja, pritiski šole, so to neko, bom rekel, brezglavo pehanje za uspehom, denarjem, odličnimi ocenami in kaj še tega, ne. Jaz sem slišal en komentar, da toliko dobrih ocen v teh letih, ker recimo nekoč je bilo največ dobrih učencev, ne, torej 3 trojke. Danes pa je obratno, 4, 5 večinoma, ne. Da tu je že
Zdaj ne vem, če ne je fora, ali so učitelji manj strogi, kritični, ali so vsi otroci tako samo da se napiflajo, pa da znajo tisto hitro rešiti, pa bolj pozabijo, pa samo da je ocena 5-4. Ja. Ja, več dejavnikov jaz vidim. Prvič, število ocen se je povečalo. Ne? V moji generaciji si ti naredil tisto glasbo, likovno umetnost, šport, mimogrede, tam si dobil uzu ali pa mu. Ne? Nisi se rabo učiti, nisi rabo nekih testov pisati in tako naprej. In danes se vse to ocenjuje. Vse to se ocenjuje od 1 do 5 in pri nekaterih predmetih ti učenci celo pišejo teste in tako naprej, kar pomeni, da se je pressing zaradi tega pridobivanja ocen povečal na otroke. Ne? Zdaj, zakaj pa imajo vsi otroci 5? Ne? Ja, zaradi tega, ker so nam kriteriji ocenjevanja padli. Ne? Ja. Ker so kriteriji ocenjevanja padli, ker se danes ne zahteva več toliko za 5, kot se je zahtevalo nekoč, ker praktično v osnovni šoli sploh več nimamo Gaussove krivulje, ki bi bila neka normalna krivulja, ne? Kar se pridobivanja ocen v osnovni šoli tiče. Tako da, ja, naša osnovna šola in reforme, ki so se zgodile v zadnjih 20 letih, se bojim, da v marsikaterem pogledu niso šle v pravo smer. Odkrito povedano, je bila, kar se mene tiče kot učitelja, osnovna šola, 8-letna osnovna šola bolj kvalitetna, kot je danes 9-letna osnovna šola. Tudi otroci grejo danes prej v šolo. Če mene vprašaš, smo jim vzeli 1 leto otroštva, s tem, ko moja generacija je ostajala 1 leto dlje v vrtcu. Ne. Smo imeli tam neko malo šolo, to je bil neki taki blagi prehod v osnovno šolo. Danes pridejo otroci 1 leto prej v 1. razred, ogromno jih je nezrelih za 1. razred. In to se potem pozna tudi na njihovem mentalnem zdravju dolgoročno. Jaz sem sam videl primer, da moj brat ni rabo več vedeti pesmice Prešerne cele za 5, ampak 3 ali 4 kitice manj. Pa sem bil tak, kako ne veš vseh kitic, vse moraš vedeti, ne. Pa je rekel, ne, 3-4 kitice manj, lahko vem. Pa mi je dalo to zamisliti, ker sem se zdaj spomnil. Tako da, zanimivo. Ampak vseeno pa je porast ne pol v mentalnem zdravju, ja, to pa so zdaj spet toti drugi dejavniki, ne. Ja, porast, Zdaj ni vse šola, ja, porast v mentalnem zdravju je, torej porast motenj na področju mentalnega zdravja je silovit, saj smo o razlogih že prej govorili, tako da jih ne bi ponavljali. Zagotovo, kar se šole tiče, šola s tem pehanjem za ocene k temu samo pripomore, ne, pa k temu, da se danes vse ocenjuje, ker se je močno povečalo število ocenjevanj, ki jih mora danes otrok narediti, kot smo jih morali mi narediti v moji generaciji. Tako da tu so zagotovo ti razlogi, potem so tu še pritiski staršev, ki so danes fiksirani samo na odlične ocene, oziroma vsi bi imeli samo odličnjake doma, ne, ali pa velika večina, in potem se tu še ti pritiski zgodijo otrokom, in mnogi otroci temu pač niso kos, ne. Kako pa recimo pri vas potem pristop, ker vi se ubadate tam oziroma probate učiti neke učence, ki so res na dnu z nekim psihičnim, mentalnim zdravjem, in kako z njim pol neki pristop vzpostaviti, da bo le lahko šel nazaj, ker to verjetno mora biti drugače, ne. Zdaj, mi se vedno, veš, delamo timsko. Torej za vsakega učenca se povežemo velikokrat z matično šolo, da dobimo sploh pogled v njegovo znanje na matični šoli, v razmere na matični šoli, torej kako deluje v razredu, kako ga vidijo učitelji, kje so njegova močna, kje so njegova šibka področja. Potem si sčasoma sami ustvarimo sliko in velikokrat k nam prihajajo učenci, ki zaradi svojih težav dolgo časa niso obiskovali svoje šole, kar pomeni, da se mi potem velikokrat individualno posvetimo vsakemu učencu, če je le mogoče, samo velikokrat to tudi ni mogoče, ker jih je enostavno preveč, takrat, ko je oddelek recimo čisto poln, ne. Pa ko imamo še na drugih oddelkih veliko dela, pa imamo še kakega zunanjega včasih,
Tako da se poskušaš res čim bolj intenzivno, individualno posvetiti vsakemu učencu posebej, odpraviti primanjkljaje za nazaj, kolikor se pač da, delati učno snov sproti, ki jo delajo njegovi sošolci, pridobiti kakšno oceno. Zdaj mi mu pomagamo velikokrat tudi, da ga naučimo kakšne nove učne strategije, ki jih prej ni obvladal, da ocenimo recimo sploh njegove kognitivne zmožnosti. Je ta srednja šola sploh primerna za tega otroka? Ne bi bilo bolj smiselno, da se pripiše kak lažji program, ne? Ogromno imamo otrok, ki doživijo potem težave na področju mentalnega zdravja, zato ker se zaradi pritiska staršev ali pa zaradi nekih svojih notranjih velikih želja vpišejo na povsem neprimerne šole, ne. Otrok recimo nima sposobnosti za gimnazijo, pa obiskuje gimnazijo, ne. In potem so tam hude stiske, ker doživlja slabe ocene, ker so tu starši, ki pritiskajo na njega in tako naprej. Tako da tu se dela z vsakim otrokom celostno, individualno, pa res interdisciplinarno, torej z vključitvijo najrazličnejših strokovnjakov, ne. Tako da istočasno psiholog, oziroma klinični psiholog pa pedopsihiater delata na mentalnem zdravju, včasih otroci dobijo tudi kakšne medikamentozne terapije, da potem se lažje skoncentrirajo proti depresiji recimo ali kaj takega, da potem nekako izplavajo iz tega duševnega brezna, v katerem so se znašli, ne. V kakšnem kriteriju pa presodite to, da je potem uspešno zdravljenje, pa da je otrok pripravljen se vrniti nazaj v šolo? Vedno je tu potem zadnja beseda pri psihologu oziroma pri pedopsihiatru, ko oni ocenijo, da je otrok toliko stabilen, da se lahko vrne v domače okolje ali pa v šolsko okolje, ga potem odpustijo, s tem, da velikokrat so ti koraki postopni, ne. Ja. Recimo se zmenimo, da gre v ponedeljek otrok v matično šolo, v torek pa v sredo pride še v bolnišnično šolo, pa se potem recimo v četrtek, petek spet vrne v matično šolo, pol pa otrok poroča, pa z matične šole poročajo, fajn je sodeloval, ni bilo nobenih incidentov, nismo opazili, da je bil kaj hudo depresiven, sošolci so se ga razveselili in pol pa že vemo, super, zdaj bo pa splaval, ne, tako da lahko naslednji teden pa ga po celoti odpustijo, ne. Itak so pa potem ti otroci praktično vsi še dolgotrajno spremljani, tako da po vsaki hospitalizaciji prihajajo potem, ne vem, enkrat na teden, če je treba, ali pa enkrat na mesec na pogovore k psihologu ali pa k pedopsihiatru in potem oni ocenijo, je stabilen, ni stabilen, ali pa velikokrat včasih otroci sami rečejo, jaz spet več ne morem, prosim, hospitalizirajte me, ali pa ne morem, ne, nekaj si bom naredil, rabim pomoč in pol seveda ga hospitalizirajo, ne. To je mene tudi zanimalo, v kakšni meri je pol, se zgodi velikokrat, da se potem še vrnejo, ne vem, splavajo en teden? Nekateri splavajo. Mislim, en mesec, pa se vrnejo. Ja, nekateri splavajo, pa jih potem ne vidimo več pri nas, ne, na žalost je pa veliko povratnikov. Na žalost je pa veliko povratnikov. Pri motnjah hranjenja se včasih otroci kar vračajo. Motnje hranjenja so zelo, zelo trdovratne in nekatere sploh punce, redkeje fantje, ampak tudi fantje se jih težko rešijo. In ti se potem nemalokrat vrnejo, recimo so bili hospitalizirani v osnovni šoli, pa so nekako potem splavali, pridobili normalno telesno maso, občutek si imel, da so pa zdaj stabilni, da so te težave izzvenele, ne, pa pride potem srednja šola, pa neke hude težave spet, pa se spet te težave pojavijo in otrok hujša in potem spet pristane lahko pri nas, ne. Tako da teh ponovnih hospitalizacij je na žalost tudi veliko, ja. Veš, ta proces zdravljenja ali pa proces dela na zahteva dolgo časa. To nič ne gre iz danes na jutri. Ti ne moreš spremeniti to, kar so starši recimo 10 let. Ja, seveda ne. Pa kaj si ti sam recimo napačno interpretiraš ali pa kaj ti sam napačno dojemaš desetletje ali pa ne vem 20 let ali pa 15 let.
Ne moreš spremeniti v meseci dveh. Ne gre, ne gre. Ne. Včasih kakšni otroci, včasih kakšni starši skoraj dobesedno rečejo, ja, porinejo otroka, tu ga imate, pa zdaj ga pa vi rešite. Ne. Že vidiš, kje je problem, ne? Ja, seveda vidiš, kje je problem. Ne. Starši so v 10 letih otroka zafurali do konca, ne. Pol pa dvignejo roke, pa ti ga potisnejo, tja pa rečejo, zdaj ga pa vi rešite. Ne. Mislim, halo, ne. Svet ne funkcionira tako, nažalost. Mi bi ga rešili takoj, če bi ga lahko, če bi imeli čudežno tableto, bi vsakemu dali. Ne. Kako dolgo pa so recimo pri vas otroci v povprečju, mesece, tedne? To je zelo različno. Bolezni. Ja, to je, motnje hranjenja so zelo dolgotrajno, včasih tudi več mesecev, zelo taka trdovratne težave na tem področju, kakšne deklice recimo so včasih tudi nekaj mesecev pri nas. Druge težave pa običajno manj, no. Veš, to je težko rečem, nimam vpogleda niti v te podatke zdravstvene, da bi lahko točno neko številko rekel. Pa pri motnjah hranjenja je verjetno problem tudi, ko se oni vrnejo v normalni svet, imajo izobilje, ne. Danes ni več problem, da si ne bi mogel kupiti čokolade pa tega, recimo zdaj, če Da ni več hitro ga kliničnega pritegne okolja. lahko, ne. Tisti okus. To. Ne razumeš motnj hranjenja. Veš, Mi smo imela... pri motnjah hranjenja gre ponavadi za anoreksijo ali pa bulimijo, ne. Ja. Bulimija je prenajedanje pa potem bruhanje. Pri anoreksiji pa gre za to, da otrok enostavno ničesar noče jesti. Ničesar pa noče jesti zaradi tega, ker ima totalno popačeno samopodobo. On sebe doživlja debelega, ko se recimo gleda v ogledalo deklica, ne. Ima občutek, da je še vedno nekje preveč, da še vedno, ne vem, ima preveč peha, bom rekel, grdo na telesu, ne, pa da bi še mogla tam nekaj skušati, pa tam nekaj skušati. Ko jo ti objektivno pogledaš, je ona kost in koža. Nekatere, mi imamo včasih kako srednješolko, lani mislim, da je bil en primer, ko je bila ena punca hospitalizirana iz srednje šole z manj kot 40 kilami. Kost in koža. Veš, to je ironija, ne. Mi živimo v svetu preobilja. Hrana je danes na pretek, ampak nekateri otroci se odrekajo hrani zaradi popolnoma zgrešene lastne samopodobe o lastnem telesu, torej ker se doživljajo predebele, pa v resnici to niti približno niso, ne. Pojavlja se te motnje hranjenja pogosto tudi pri deklicah, kjer po mojem mnenju ker je to velikokrat, ker je hrana velikokrat v njihovem družinskem okolju edini element, ki ga one lahko v resnici 100% kontrolirajo, ne. Ker je to nekaj, kar lahko one v resnici popolnoma kontrolirajo, ne. In tu gre včasih tudi za izgubo občutka, da si ti gospodar sveta, ne, ker pač starši recimo ful pritiskajo pa odločajo o vsem drugem namesto tebe, ne. In pol imaš ti občutek, da je pa hrana edina stvar, ki jo pa lahko ti zares kontroliraš, ne. In potem grejo tu v ekstrem. Se opravičujem, jaz sem malo zakompliciral, zdaj verjetno. Ne, super. ker smo imeli eno gostjo tudi z motnjami hranjenja. Aha, v kakšnem smislu Oboje. pa imela težave ona? Anoreksija najprej, pol pa bulimija. Pa bulimija, ja. In Pa prenajedanje. Bulimija, prenajedanje, pa potem bruhanje, ne. Ja, ona mislim, da je celo kompenzirala s športom, oziroma... To je pogosto, ja. Da potem Ja. pretiravajo v tem športu. 3-krat na dan je trenirala. Ja. Zato sem rekel, ker ona je rekla, da 15 je imela 000 kalorij izkušnjo pojedla. s čokolado. A ja, oprosti, to sem mislil. Ja, nekaj drugega si mislil, oprosti, nisem te prav razumel, ja. Ja, pač Jaz sem mislil, da misliš, da so motnje hranjenja, veš, ko je nekdo ful predebeli, ne. Ne, da pač ima potrebo po, da še. To sem mislil. Ja, moram reči, da že zelo dolgo nismo imeli koga, ki bi imel pa recimo motnje hranjenja ravno v tej smeri,
da bi bil pretežki, ne, da bi bila njegova masa taka, da bi to bilo že tako patološko, da bi ga mogli hospitalizirati pri nas. Ne, velikokrat je tu čisto kontra, ne, da so te deklice tako shujšane, tako shirane zaradi popolnoma zgrešene samopodobe ali pa doživljanja lastnega telesa, da so življenjsko ogrožene. Nemalokrat po hospitalizaciji kako našo deklico dajo na umetno hrano, torej na intenzivno nego celo, ne, ker so notranji organi tako shujšani in tako v slabem stanju, da da lahko kaj odpove, ne. Še imaš kaj? Takih ekstrem nismo šli zadnjič prej, ne. To me Ja. zdaj fejst. Tu je res, se mi zdi, da bolnišnični vaši negi res tisti, kako bi rekel, res tisti ekstrem, ko več drugo v bolnišnico ne moreš. Ja, mi smo zadnja postaja. Ja, Pri nas je ta oddelek otroške in mladostniške psihiatrije na tem področju zadnja postaja. Imamo sicer še neko možnost, neka institucija je v Ljubljani menda, ko je še bolj specializirana za motnje hranjenja, tako da če pri nas komu ne moremo pomagati, ga lahko potem pošljemo tja. Ampak v marsikaterem drugem primeru pa je potem to, ne. Ja, bi mogoče kar šel na knjige, ker sem zdaj to pogledal. Od kje je to malo bolj svetlo? Da ne bo se tako težko. No, sama sta se že Ja, želela. ampak zanimivo. mi je zelo všeč. Od kje je ideja, da bi napisal mogoče prvo knjigo in kako se je pol stopnjevalo, ker danes je Igor prinesel kar v škatli knjige. Tako da je kar nekaj knjig. Zdaj jih je res že kar nekaj. Prva je tale, slikanica Lev Rogi sreča v nesreči. Ta slikanica je nastala ob dobrodelni prireditvi, ki so jo za mene naredili moji otroci na osnovni šoli Bojana Iliha v Mariboru. Namreč kmalu potem, ko sem bil odpuščen iz Soče, leta 2009, so se potem ti moji učenci spomnili name, čeprav nisem več delal na tej osnovni šoli, ampak na osnovni šoli Cankova, ampak ti so bili prvi, ki so se spomnili potem name in ki so zame organizirali dobrodelno prireditev. No, in na tej dobrodelni prireditvi so potem ti otroci zame igrali, peli, plesali. Jaz sem se pa odločil, da jim v zahvalo preberem pravljico o levorogiju. Če rogi prebereš nazaj, dobiš Igor. In na tak način sem jim želel povedati, kaj se mi je zgodilo, pa kako si sploh želim živeti, kljub tej invalidnosti. No, in naslednji dan po tej dobrodelni prireditvi me je potem na domu obiskal ravnatelj te osnovne šole, Štefan Muravs, in mi je predlagal, da bi učenci narisali ilustracije za to mojo zgodbo o levorogiju. Oboje bi pa dali v šolsko knjižnico, ker bi to dejansko lahko bila ena razstava iz tega ali pa neki spomin na ta dobrodelni dogodek, ne. No, v resnici se je pa potem zgodilo še nekaj lepšega, ker je moja prijateljica te otroške ilustracije in pa to pravljico pokazala na mariborski založbi Pivec. In oni so se potem odločili, da iz tega izdajo mojo prvo knjigo, otroško slikanico Lev Rogi sreča v nesreči, ki so jo ilustrirali moji otroci. Tako da je od tega, to je moja prva knjiga, to je moja prva slikanica, ki je nastala torej dejansko res po spletu enih izjemno srečnih okoliščin. Ta knjiga je zdaj že dolgo časa razprodana, mi je pa popolnoma spremenila življenje. Od takrat namreč veliko potujem po slovenskih šolah, pa otroke osveščam o invalidnosti in drugačnosti. In ta slikanica je bila potem tudi navdih za nastanek drugih slikanic o levorogiju. Naslednja je potem tale, Lev Rogi najde srečo. No, ta je pa že bolj profesionalna. Ko smo namreč to slikanico prodali, smo razmišljali, da bi morali dati Levorogiju malo bolj profesionalno podobo, in to profesionalno podobo je potem naslikala Urška Stropnik-Šonc, ilustratorka iz Velenja. In tako je nastala potem ta slikanica, ki je pa tudi zdaj že dolgo časa razprodana. No, ta slikanica pa potem pripoveduje o mojem resničnem življenju, torej kako sem se osamosvojil, preselil na svoje, kako so mi prijatelji kupili avto,
in tako naprej, da se ukvarjam s športom, torej, da na nek način kljub invalidnosti srečno živim. Ne. Mene, videl sem naslov Sreča v nesreči. Zakaj je bil taki naslov takrat izbran mogoče? Ja, zaradi tega, ker se mi je veliko srečnega zgodilo tudi v tej nesreči. Ne. Ti otroci so zame naredili dobrodelno prireditev, nastala je ta prva knjiga, potem sem se osamosvojil kljub invalidnosti, kupil svoje stanovanje, se preselil v Lenart, dobil avto, na nek način sem se znova našel, no. Sem se znova postavil na noge, pa čeprav v prenesenem pomenu. Ne. Pa seveda, ker so mi izjemno stali ob strani moji prijatelji, ki mi še danes stojijo ob strani. Tako da je bilo veliko srečnih trenutkov tudi, ne. Niso bili samo tisti težki, grozni, temni, ampak tudi bolj srečni, no. Zelo lepo. To so zdaj otroške ilustracije. Ja. No, pol so pa še, seveda v teh letih nastale številne druge slikanice o Levorogiju. Naslednja je bila tale, ki osvešča o paraolimpijskih igrah. To je slikanica Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah. Ko sem namreč začel obiskovati slovenske osnovne šole pa vrtce, sem ugotovil, da otroci pojma nimajo, kaj so to paraolimpijske igre, oziroma da jih večina ne ve, ne. S čim se, torej mogoče je že kdo slišal za paraolimpijske igre. To je bilo, ko sem jaz začel obiskovati šole, tam 14 let nazaj, ne, tako da je tudi že eno obdobje vmes minilo. Danes je boljše, danes so otroci bolj osveščeni o tem. Takrat pa je malo otrok poznalo paraolimpijske igre in zato sem se odločil, da napišem to slikanico, s katero potem osveščamo športu invalidov, ne. V njej lahko recimo preberete, da je na invalidskem vozičku mogoče igrati košarko, da lahko tudi slepi tečejo, da potrebujejo potem spremljevalca, ki teče z njimi, da lahko tudi, ne vem, plavaš brez okončin, streljaš z lokom, pa čeprav recimo sploh nimaš rok, ne. Da lahko slepi skačejo v daljino, igrajo nogomet s posebno zvenečo žogo in tako naprej. Tako da ta je navdihujoča. No, potem je nastala ena še bolj navdihujoča slikanica o Levorogiju, ta je meni najljubša. To je Levorogi v Afriki, ki je nastala, ta slikanica je nastala na podlagi tega mojega resničnega potovanja na safari v severno Tanzanijo. Tam ima tudi eno tako čudovito fotografsko prilogo, v kateri so številne fotografije iz te moje afriške pustolovščine, predvsem z obiska narodnih parkov. Tako da tam je najbolj ljuba. Potem je še tale, Levorogi premaguje ovire. Ta osvešča otroke o arhitektonskih ovirah, ki jih premagujemo gibalno ovirani invalidi v vsakodnevnem življenju. Recimo, zakaj je pomembno, da imamo invalidi širša parkirna mesta od običajnih, seveda zato, da lahko z invalidskim vozičkom normalno pripelješ do avtomobila, se potem presedeš v avto. Zakaj je pomembno, da imajo znižanja, da imajo pločniki znižanja, ne. Zakaj sploh rabimo klančine, kako lahko pomagaš nekomu, ki je na invalidskem vozičku, pa bi moral priti recimo v tem primeru v gostilno na kosilo, pa ne more, ker so stopnice, ne. Tako da je veliko takih stvari, o katerih osvešča ta knjiga. Zadnja je pa tale. To je pa slikanica Levorogi in krila v srcu. Ta je pa nastala na pobudo Zveze paraplegikov Slovenije. Otrokom pa prikazuje društvo paraplegikov oziroma kaj pravzaprav sploh paraplegiki na društvu počnemo, s čim se lahko ukvarjamo, ne. Dejansko pa sama pravljica pripoveduje o Levorogiju, ki nekega dne prejme pismo, da se je medvedu Maju zgodila ena huda nesreča, tudi on je pristal na invalidskem vozičku, ampak je čisto obupan in dejansko ne želi več niti živeti.
potem mu pa Lev Rogi predstavi to društvo, ne, in ga popelje po društvo in tam Maj spozna čebelarja na invalidskem vozičku. Vrhunec je pa seveda, ko Maj spozna jadralnega padalca, torej en moj kolega, Uroš, je že pred nesrečo zelo rad jadral z jadralnim padalom in potem je po nesreči našel en način, kako jadrati z jadralnim padalom kljub invalidskemu vozičku. In da ne lažem, da se da jadrati z invalidskim vozičkom, si lahko pogledate tu na tej fotografiji. Ne? Torej, tudi jadrati je mogoče, pa čeprav na invalidskem vozičku. Ne? In tudi otroci si lahko na podlagi te fotografske priloge v tej slikanici ogledajo, kaj vse zmoremo invalidi. Ne? Se lahko potapljajo, nekateri lahko celo slikajo z usti, to so tetraplegični slikarji, potem je mogoče plesati, se smučati, igrati košarko, seveda kolesariti, ne? In tako naprej. Torej, da se življenje kljub neki hudi nesreči, kljub neki invalidnosti ne zaključi. Mogoče bi vam predstavil še čisto na kratko te 3 knjige. Happy Again, Lucas at the Paralympics, pa Lucas Makes a Comeback. To so pa 3 angleške slikanice, ki so priredbe slovenskih slikanic o Levorogiju. Izšle so v Združenih državah Amerike oziroma na angleško govorečem trgu, tako da otroke osveščajo o invalidnosti in drugačnosti. Zdaj v Združenih državah Amerike pa Lev-Rogi nima imena Rogi, ker ga otroci ne bi znali niti prebrati, zato smo mu dali pač tam Rogijo ime Lukas. Ne? Pa ne gre za prevode, ampak za priredbe slovenskih slikanic. No, to je mogoče še zadnji prevod, Rogi findet sein Glück, to je pa prevod slikanice Lev-Rogi najde srečo, ki je pa izšel v nemščini, pri nemški založbi Mabuse Verlag v lanskem letu. Letos smo pa podpisali še za prevode Leva-Rogija v ukrajinščino. Tako da bodo te slikanice o Levo-Rogiju verjetno v naslednjem letu izšle tudi vse v Ukrajini. To kot sem opazil, mislim, da tam v tvoji biografiji, autobiografiji piše na spletni strani, da tudi določene knjige grejo kot darilo, ne, otrokom v šolah. Ja, zdaj verjetno si mogoče to slikanico prebral, torej to je prevod slikanice Brezzobi tiger, to je pa slikanica, ki ni povezana z Levom Rogijem, to je čist posebna zgodba. Ta slikanica, v osnovi se ta slikanica imenuje Brezzobi tiger, ta je pa nastala na pobudo Državnega sveta Republike Slovenije. In Državni svet Republike Slovenije slovensko varianto podarja potem obiskovalcem našega parlamenta, medtem ko angleško varianto, torej The Toothless Tiger, pa podarja obiskovalcem iz tujine, ki pridejo kot protokolarno darilo. Ja. Zelo lepo. Čestitke. Hvala. Hodil sem še mogoče malo govoriti o tem, kaj Igor zdaj počne, oziroma s čim se trenutno... Kaj Igor najraje dela, ne? Ja, Igor najraje kolesari. Letos sem kupil novo kolo na ročni pogon, tako da sem naredil z njim več kot 2000 kilometrov. Ko je temperatura več kot 18 stopinj, potem nemudoma iščem vsak prvi trenutek, da lahko sedem na kolo, pa kamorkoli odkolesarim. Letos sem kolesaril tudi na Nizozemskem pa v Belgiji. Drugače pa imam veliko srečo, ker so v zadnjih 2 letih v okolici Lenarta zgradili ogromno novih kolesarskih poti, tako da uživam na njih. Imam pa, to pa tudi moram povedati, da je moje kolo, to ta novo, zdaj že v osnovi električno, tako da mi tudi elektrika pomaga pri kolesarjenju. V bistvu pa elektriko tudi rabim, zaradi tega, ker nekdo, ki kolesari z nogami, ima na voljo z nogami veliko več mišične mase, kot nekdo, ki kolesari z rokami. Ne? V rokah nimaš toliko mišične mase kot v nogah. Zato sem včasih, ko še nisem imel elektrike na starem kolesu, ko sem kolesaril v breg,
v bistvu sem bil zelo počasen. Tako da nek običajen kolesar, ki je kolesaril z mano z nogami, me je vedno prehiteval, pa me je mogel na vrhu brega čakati. Ne. In je bilo meni ni bilo fajn, da me mora nekdo vedno v vsakem bregu čakati, ne, ali pa v vsakem večjem bregu. Tako da mi je bilo zaradi tega neugodno in sem si potem že na onem starem kolesu umislil zraven elektriko. No in zdaj jaz prehitevam prek običajne kolesarje. Tako da, če želim, jih z lahkoto tako prehitim, da pol jaz na bregu čakam pri kolesarju za mano. Super. Aha, kolesari šli s totimi, ki so na kolesu, prav. Ja, zdaj, kaki moji prijatelji so z navadnimi bicikli, ne? Tako da potem kolesarijo z mano. Včasih se mi kdo pridruži tudi z električnim, zato ker je vedno več električnih koles. Ampak vse posod ni, ne, pločnikov pa do teh kolesarskih poti, ne, kako pa je tam občutek, ker ti si vseeno na tleh, ne. To je Pa čist drugačni občutek po moje, kot Mija, ki smo vseeno vidiš, ne vem, no, meni je grozno biti na tleh, pa bolj nevarno bi se počutil. Ja, saj veš, moraš tudi vedeti, da sem jaz visok 1,93 m, ne, in da sem mogoče malo višji bi bil na tleh, kot si ti, ne, tako da že z tega zornega kota dlje vidim. Ne, jaz se na tleh čisto v redu počutim, ja, nimam kakršnih koli težav s tem. Res je, da nimam jaz takega kolesa dirkalnega, čisto športnega, ker ona tista tekmovalna za paraolimpijske igre, recimo, tista so čisto pri tleh in si tam že praktično v ležečem položaju, ne. Ne, jaz nimam takega, ne, jaz imam takega rekreativnega, tudi zaradi tega, da sem bolje opazen. Opazen sem pa tudi zaradi tega, ker imam dve kolesarski sestavici, zadnjo utripajočo luč praktično vedno vklopljeno, oziroma celo dve zadnji utripajoči lučki imam. Potem imam praktično vedno tudi oni odsevni jopič. Res pa je, da se ti lahko vedno na žalost tudi kaj zgodijo. Smo že kako izkušnjo z temi našimi nestrpnimi vozniki, tako slabo? Ja, sem imel, ja, 2 leti nazaj v jeseni me je en voznik ruknil na prehodu za pešce v Lenartu. Mislim, da je imel 2 otroka odzadaj na zadnjem sedežu in mislim, da se je obračal nazaj, pa je me spregledal oziroma ni me videl. Na srečo meni ni bilo nič, ne, jaz sem se zmazal brez nekih poškodb resnih, hvala Bogu, edino bicikl je bil poškodovan. Tako da, ja. Dobro, samo to zdaj ni bil voznik kriv zaradi nestrpnosti, ne. Ja, Nepozornost je bila tu, ne. to je bila bolj nepozornost, ja, imel sem pa, kar se nestrpnosti tiče, ja, pred leti me je en bedak prehiteval tako blizu, da sem čutil tu na laktu dejansko avto žene. Zato sem zelo, zelo hvaležen, da imamo v Lenartu te kolesarske poti. Mislim, da jih je za vsega skupaj skoraj 80 kilometrov, pa vse so res ločene od glavne ceste. Prave kolesarke torej, ne, tako da se zdaj dosti bolj varno počutim kot nekoč. Pa tudi, veš, če grem v tujino, ponavadi grem, ali pa če grem nekam od doma, ne, ponavadi grem kolesariti potem po kolesarskih poteh. V Sloveniji imamo na Gorenjskem kolesarsko pot Jureta Robiča, tam od Jesenic preko Rateč do Belopeških jezer v Italiji, pa še dlje tam do Trbiža, pa v Avstrijo lahko prideš, pa še praktično do morja, mislim, da lahko prideš celo po neki bolj ali manj urejeni kolesarki. Tako da tam sem večkrat kolesaril. Pa Parencano imamo na Primorskem, ki je fantastična, če še nista bila, zelo, zelo toplo priporočam. Samo en del je Šoder, ne. V Sloveniji... slovenska, ne, jaz sem šel na Hrvaško. Ja, Hrvaška pa je, ja, Hrvaška je pa še fej šodrana, tam ni zamenjeno. Čeprav nameravam kupiti tudi gorsko varianto kolesa. Ja, obstaja. Tako da imam že nagledano eno ful dobro gorsko varianto ročnega kolesa oziroma kolesa na ročni pogon in če bo vse po sreči, mogoče naslednje leto. Tako da bom lahko jaz tudi po šodru kolesaril po gorah. To se pa ful veselim, ker sem pred nesrečo zelo rad planinaro in mi tu fejst manjkajo. Manjkajo mi ti gorski razgledi pa te lepote naših gora, no to pa ful pogrešam. Upam, da bo čim prej lahko to gorsko kolo prišlo domov. Ja, da mi bo šlo finančno skozi, ker so to zelo drage stvari. Kako pa to, da si obiskal Afriko?
Afriko sem pa obiskal zaradi tega, ker me je soseda Pavla Potočnik Bela prijavila v oddajo Dan najlepših sanj. To je bila ena oddaja na slovenski res? televiziji, na Pop TV, ja. In sicer sem že od nekdaj želel potovati v Afriko. V živo sem hotel videti Kilimandžaro. Še danes se spomnim zemljepisa, pa učiteljice Darje, pa tistega učbenika za zemljepis, v katerem je bila ena fantastična slika Kilimandžara. In meni je že bilo to takrat tako lepo, da sem si rekel, jaz bom pa enkrat v živo videl to, ne. In potem sem enkrat to zgodbo razlagal moji sosedi takratni, ki me je prijavila v oddajo Dan najlepših sanj leta 2017. In oni so se potem odločili, da mi uresničijo to veliko življenjsko željo in me pošljejo v Afriko. Tako da sem potem leta 2019 čisto zares potoval v Afriko. Tam smo si pa ogledali 3 narodne parke, Lake Manyara, Ngoro pa Tarangire. Pa obiskali smo masajsko vas Olpopongi. Pa bivali smo potem kar nekaj časa tudi pri naši gostiteljici v Afriki, to pa je bila gospa Tibajuka. To je Slovenka, ki se je poročila z enim Tanzanijcem, tako da živi v Aruši, skupaj imata turistično agencijo Pure Afro Travels in ona je bila potem tista, ki je organizirala to moje potovanje po Afriki. Ja, noro dobro potovanje. To vsakemu priporočam. Najbolj me je navdušil Ngoro. To je en ogromen krater na območju tega, to je pravzaprav vulkanska kaldera, no. Na tem območju, kjer je danes Ngoro, je tam 2 milijona let nazaj je bil en ogromen ognjenik, visok tam 6 kilometrov približno, tako je danes Kilimandžaro. Kilimandžaro je tudi ognjenik. No, in ta ognjenik je potem tam 2 milijona let nazaj razneslo oziroma eksplodiral. To pomeni, da je ta vulkanski stožec dejansko odneslo, je eksplodiral, nastala je kotanja oziroma kaldera, ki je potem erozija je potem to dno te kaldere uravnala. Mislim, da ima prerez oziroma da ima torej prerez, kako se že reče? Premer, tako oprosti, premer, ja, da ima premer 20 kilometrov. In na dnu tega je potem ena taka ogromna ravnica, tam so tudi alkalna pa sladkovodna jezera, v teh sladkovodnih jezerih so nilski konji, na tej ravnici je pa ogromno tudi savane. In na tej savani se potem na majhnem koščku pase vso živalsko carstvo savane, ki ga lahko v Afriki vidiš, ne. Tam vidiš žirafe, leve, tam vidiš nosoroge. Nosorogi v naravnem okolju v Tanzaniji živijo še samo tam. Vse povsod drugod so jih iztrebili, tam so pa zaščiteni z rangерji. Torej, če te ranger dobi v bližini nosoroga, te ima pravico ustreliti. Tako ogrožena vrsta so nosorogi. Pa videli ga smo tudi enega. Sicer bolj od daleč, ampak ja, smo ga videli. Wow, lepo. Kako pa recimo imaš kake prihodnje plane za naprej? Zadnji 2 leti sem bil na križarjenju tudi, 2-krat po zahodnem Sredozemlju. Križarjenja so super, zaradi tega, ker so križarke dobro prilagojene za gibalno ovirane invalide. Imaš tam odlične sobe, kjer je res vse vrhunsko, tako mora biti. Potem imaš tudi vsepovsod na ladji praktično dostop, ni nekih arhitektonskih ovir nikjer, dvigala so, dostop do teh WC-jev invalidskih je tudi vsepovsod na vseh palubah oziroma na vseh nadstropjih, tako da tudi samostojno lahko recimo z ladje prideš na ladjo, vrhunsko je poskrbljeno za invalide, zato veliko invalidov hodi tudi na križarjenja. In tudi jaz sem se malo navdušil na križarjenja, čeprav niso najbolj ekološka, me pa veselijo ravno z tega zornega kota, da so dostopna. Super, lepo.
Tako da zagotovo bi še šel na kako Pa križarjenje. veliko mest obiščeš tudi, ne? Ja, Tako, viš vse. tako, ne. Mi smo zdaj šli 2-krat v zahodno Sredozemlje, pa praktično vedno smo šli v neka druga mesta, tako da smo si ogledali ta res številna mesta v zahodnem Sredozemlju, od Neaplja, Messine, potem videli smo Malto, videli smo tudi potem Barcelono, pa Marseille recimo, pa še nekatera druga. Ladja zjutraj ali pa dopoldne pride v Luko, in tam imaš potem bolj ali manj celi dan časa, da si pogledaš pa raziščeš še mesto, ne. Ja. Jaz bi mogoče vprašal, kaj pa ti je ta poškodba dala? Ker govorili smo, kaj je vse vzela, kaj pa mogoče vidiš tisto svetlo plat? Ja, dala mi je zagotovo neko novo življenjsko poslanstvo. To je osveščati otroke in odrasle o invalidnosti in drugačnosti. Dala mi je neko amatersko pisateljsko kariero, ki tu pa tam mogoče malo preseže okvire amaterskega, ko gre recimo za kake prevode v tujino. Potem mi je dala tudi, bom rekel, neko nesluteno moč, mogoče predvsem mentalno moč. Pa še nekaj mi je odvzela. Nekaj se mi zdi, kar je danes zelo, zelo prisotno med ljudmi, ne. In sicer ta tekmovalnost, da smo nevoščljivi, pa da smo obremenjeni s tem, ko ima sosed več od tebe, pa ko nekdo kupi novi avto, imaš ti občutek, da si manj vreden, ker bi mogel imeti istega ali pa boljšega, ne. Se mi zdi, da s tega zornega kota jaz danes živim lažje, bolj svobodno, no. Da privoščim sosedu, če si kupi avto za 100.000 evrov, mislim, če mu tak posel dobro laufa, pa če ga je dobil na pošten način, zakaj ne, naj se srečno vozi, ne. Tako da se mi zdi, da ene take stvari, ki so ti bile pred nesrečo ful pomembne, sčasoma zbledijo oziroma se njihov pomen zrelativizira, ne. Ni več tako močen ali pa ni več tako pomemben, ko je bil nekoč. Je pa res, da se pa moraš v takih trenutkih, kot je bil moj, ali pa kot je moj še vedno, torej ta invalidnost, ki je nastala, osredotočati v življenju predvsem na tiste stvari, ki jih zmoreš in ki jih še vedno lahko počneš. Ne na tisto, kar si izgubil, ne. Jaz bi se lahko cele dneve smilil samemu sebi pa jamral, zato ker seveda še vedno zaradi invalidnosti kup nekih stvari ne morem početi, ne. Ne morem igrati nogometa, ne morem normalno planinariti, ne morem se iti alpinizma, na potovanjih imam kup nekih omejitev in tako naprej. Ampak potem bi moje življenje izgledalo, mislim, potem bi verjetno ne bi mogel biti srečen, ne, če bi se non-stop fiksiral samo na tiste stvari, ki jih ne moreš početi. Zato se jaz v življenju vedno poskušam fiksirati na tiste stvari, ki jih lahko počnem, še vedno lahko počnem in jih želim početi pač čim boljše, ne. Zato se mi zdi, da je torej treba biti na nek način tudi optimist oziroma da se je treba osredotočiti predvsem na to, kar še ti je vedno omogočeno oziroma kar še vedno imaš, ne pa na to, kar si izgubil, ne. Veste, vsak človek se v življenju slej ko prej sooči z nekimi omejitvami, s katerimi mora živeti, ne. Pa četudi se mu ni zgodilo nič hudega, ne. Vsi imamo neke omejitve. Ne moreš početi vsega, kar ti pade na misel, ne. Zato je zelo pomembno, kakšno življenjsko filozofijo nosiš v sebi, ne, da znaš biti kljub nekim omejitvam še vedno srečen, ali pa včasih je dovolj že to, da nisi nesrečen, ne. To je lahko čisto dovolj. Saj v resnici zelo, zelo srečni smo v življenju malo časa. Tako.
Jaz ne poznam nobenega, ko je bil non-stop srečen. Ja. Poznam pa dosti ljudi, ki so nenehno nesrečni, pa v resnici sploh nimajo pravega razloga za to, vsaj objektivnega. Ne? Taka lepa beseda meni je radost, da si radosten, ker srečen si ti ob trenutkih, ne, se ti rodi, ne vem, otrok, dobiš diplomo, to so tiste prelomnice, ampak radosten si lahko vsak dan. Ne. Ob malih stvarih. Ja. Zdaj pa imaš to v sebi ali pa nimaš. Ne? Ceniti to te malenkosti, nekaj ti vsakodnevno dane. Ja, bi dala to eno pentljo. Lahko, pentlja. Ko zavijeta. Ja, Igor, ful hvala, da si prišel. Ja, z veseljem. Res, tudi že na začetku sem videl, da si izkazal veliko volje, pa si bil res lep odziv si že na začetku, dolgo smo se dogovarjala in sem se res veselil pogovora, meni je bil zelo všeč. No, dal sem takšen pozitiven odziv, ker sta z mojih domačih krajev. Hvala. Malenkost. Hvala. In meni je bilo poučno, kljub temu, da ni lahka tvoja življenjska zgodba, pa je meni vse osebno ful navdihujoča in mislim, da se lahko ogromno z njej naučimo. Najlepša hvala za vabilo, hvala za prijeten pogovor. Zdaj pa Bog daj, da še brez težav premagamo stopnice navzdol. Tako. Smo že imeli podvig, zdaj pa še spust, ne? Ja. Podvig je bil kar konkreten. Ja. Ja, hvala ti, Igor. Hvala vam. Najlepša hvala. Hvala.